Podobnosti in razlike z drugimi zdravili. Poglejte, tukaj imam jaz pa že izpolnjeno vse. A imate vi tudi to izpolnjeno, ali sem jaz naredil eno napako? Napište mi, a imate pri vas tudi vse napisan, ali nimate izpolnjeno, joj, pa lahko zdaj. Se upravičujem. Lejte, no pa poglejmo skupaj. Akonitum, kaj je podobno? Smo imeli po nahladitvi, žeja po hladnih pijačah med vročino, to smo rekli je podobno, in pa vročina celega telesa, vključno s stopali. Odkrivanje izboljša in mentalno-emocionalni nemir. Zdaj pa vprašanje, zakaj imamo nemir pri kamomili in zakaj imamo nemir pri akonitumu? Drug vzrok v glavi je za nemir. Kdo bi vedel, zakaj je kamomila otrok nemiren? Prej sem kar dobro razložil. Zakaj? Ja, tukaj pišete pri akonitumu, zakaj je nemir, zaradi tega, ker je prestrašen, točno tako. Prestrašen je zelo, to ga bega, to ga pa spravlja v paniko, stane kakršno je in je zato nemiren, bi želel pobegati. Nemir pri kamomili je pa zaradi bolečine dober, ampak še nekaj drugega sem hotel slišati od vas. A še kdo ve, zakaj je nemir pri kamomili? Je Sara zelo dober odgovor, 75% je zaradi bolečine, ampak še malo bolj natančen bi želel biti. Kaj pa je problem pri bolečini? Želi pozabiti na bolečino, se zamotiti z nečim, zato je nemiren. Gre od tega, drugega, tretjega, četrtega, hoče možgančke spraviti v drugo zadevšno, pa mu ne gre dobro od rok. Prav? Dobro. Razlika, se pravi mentalno-emocionalno, imamo razdražljivost pa kaprice, pri akonitumu imamo pa strah. Je različna podstat. Tam imamo bolj razdražljivost, pa kapricavost, pa nezadovoljstvo, tam imamo pa bolj strah, pa nemir. Tako. Kaj imamo še? Vročina pri akonitumu je običajno višja. Kamomila vročine ponavadi niso zelo visoke. Tja do 39 pridejo, čezi ne. Pri akonitumu pa zelo hitro 40, tistemu tipičnemu beku. In podobno kot pri beladoni, vročina pri kamomili niha. Niha in pri akonitumu ne. Imamo dosti potenja, tega pa pri beladoni ni. A vidite, da se da zdiferencirati ta zdravila med sabo. Pri akonitumu je konstantna. Heparsulfur je tudi eno izmed zdravil, ki je nekoliko podoben kamomili. Poglejmo, zakaj? Kaj je pa esenca heparja tega zdravila? Kdo ve? Itak imate napisan, pa mi vse napište. Esenca heparja je heparsulfuris, smo se ga učili. Esenca heparja je preobčutljivost na bolečine. Pacient ga vse tako zelo boli, da je groza. So tudi stvari, ki objektivno ne bi smele tako boleti, njih bolijo fejst. In imaš blago vnetje in vse skup nič in oni preklinjajo, so zoprni in imajo vse grozen, ker jih tako zelo boli, da ne morejo na nič drugega razmišljati kot na bolečino. Se pravi, preobčutljivost na bolečino, podobno kot pri kamomili, se spomnite, smo govorili o tem. In razdražljivost je podobna, heparsulfuris so ki sitni in imajo zbadajoče bolečine in so občutljivi na hlad. Občutljivi na mraz in to imamo skupno s kamomilo. Kaj pa je razlika? Razlika je očitna. A vidite, kaj je zelo značilno za hepar, poleg tega, da je preobčutljiv na bolečino? To je eno najbolj vročih ali najbolj zmrzljivih zdravil, ki jih poznamo. Ja, zmrzljivih, preobčutljiv na hlad in bolečino je hepar. In to je čisto nekaj drugega kot pri kamomili. Kamomilo imamo
vročino, veliko se odkriva, vse povsod paše hladno, razen na ušesek, ki paše toplo. Hepar je pa cel leden, zebe, se pokriva, nič ne sme ven kukati iz odeje. Najboljši bi bil cel pokrit čez glavo, če se da. Tako da, tukaj je ta razlika. In seveda, hepar je zdravilo za tisto fazo vnetja, ko je že neko gnojenje ponavadi prisotno. Veliko enega gnoja, smrdljivega velikokrat, in kamomila je pa bolj za tiste prve faze. Danes imamo zdravila, načeloma, s katerim se pogovarjamo, za tiste prve faze vnetja. Ne potem, ko je že gnoj ustvarjen in ga je že kar veliko in je zaradi tega že spet problem. Ampak kamomila prve faze, hepar bolj končne, z druge faze. In seveda je napodobno z nux vomico. Se spomnite tega zdravila, smo se tudi o njim pogovarjali. Razdražljivi so in kamomila in nux vomica tipi, na živčevje udar, občutljivi na mraz, imajo kar čez gibke in vsak dotik poslabša, je pa spet ta razlika. Nux vomica je zelo zmrzljivo zdravilo. Cel zmrzljiv se nikoli ne bo odkril, ko bo imel vročine. Vročino je ponavadi brez žeje, kar pri kamomili ni tako, in vsako premikanje zadevo poslabša. No? Tako da tisti so, nux vomica so tudi pri miru, tako kot beladona. Kamomilo je treba tresti, se spomnite. In kadar imamo v akutni fazi česarkoli neko potrebo po nux vomici, skoraj zagotovo morajo biti neke težave s prebavili. Nekaj bo tam narobe. Bojo bolečine, bo zaprtost, bojo vetrovi, nekaj bo, ampak prebavila imamo radi. Tok, mimogrede o tem.